Z nami je zdaj Samira Garavi, je višja dopisnica za ZDA pri Iran International. Če so, kot vidimo v teh poročilih, sporočila med Iranom in ZDA resnično prekinjena, kaj to pravzaprav pomeni glede tega, ali diplomatski kanal sploh še obstaja v tem trenutku? In koliko verjamete tem poročilom, da so ti pogovori propadli? To trdi Islamska republika. Ampak mislim, da se diplomatska prizadevanja še vedno nadaljujejo, glede na to, kar sekretarka Rubio trenutno pravi v kongresu. Pravi, da bodo morda slišali danes, morda čez nekaj dni. To pomeni, da ZDA čakajo, da se Islamska republika odzove. In zakaj to traja tako dolgo? To je zaradi razkola, ki ga vidimo, katerega smo priča v strukturi iranske vlade, zaradi česar je težko najti močtaba in zaradi tega potrebujejo več časa, da se odgovorijo. A zagotovo, kar tukaj vidimo, je, da ima revolucionarna garda nadzor nad vsem. Imamo znake, veste, da morda močtaba ni živ. Ampak, če poslušamo obveščevalne podatke iz ZDA ali Izraela, pravijo, da je živ. Tudi Rubio je danes rekel, da je več znakov, da se močtaba vse bolj vključuje v vse to in vsa pogajanja. To, kar trenutno vidimo, je bolj nekakšen globok razkol znotraj vlade. S pismom o odstopu Pezeškijana in vsem tem preigravanjem. In brez doseženega končnega odgovora ali odločitve z iranske strani za pogajanja. Želim samo spomniti naše gledalce, na kaj se nanašate, ko govorite o ameriškem državnem sekretarju Marku Rubiju. Povedal je zakonodajalcem, da Trumpova administracija Iranu ni ponudila omilitve sankcij v zameno za zgolj odprtje Hormuške ožine. V bistvu pravi, da bo kakršnakoli omilitev sankcij temeljila na tem, da Teheran izpolni pogoje, povezane z njegovim jedrskim programom. Kaj menite o tem, ko hkrati vidimo, da visoki iranski uradniki znova pravijo, da je vojna z Washingtonom zdaj neizogibna? Je to zgolj retorika? Ne, z iranske strani ne mislim, da gre za retoriko, ker je zdaj več pripadnikov IRGC na vodilnih položajih. Vidimo manj vlade ljudi, kot je Pezeškijan, ki so bili dejansko izvoljeni. Ne vidimo, da bi imeli kakršnokoli besedo pri tem. Več vpliva ima IRGC. In zelo jasno so povedali, glede na novice, ki jih slišimo iz Irana, da ne bodo odprli ožine. In odprtje Hormuške ožine dejansko potrebuje zelo natančno definicijo, kaj s tem mislite. Kar Islamska republika razume kot odprtje ožine je samo dovoliti enako število, enako količino tovornih ladij in tankerjev, da plujejo skozi. Ne mislijo, da ne bodo zaračunavali nobenih pristojbin. To vsak dan ponavljajo na njihovem radiju in televiziji. Potem pa Sada Kasima, nacionalna televizija, to govori in pravijo, da bomo to storili. Namesto tega bomo v zameno prejeli oprostitve sankcij. Blokada se mora končati. Prav tako pa želijo denar, zamrznjena sredstva v Katarju. In govorimo o vsaj 6 milijardah dolarjev. To je tisto, kar zahtevajo, da bi dovolili enako število ladij, tovornih ladij in tankerjev, da plujejo mimo. To je tisto, kar iščejo. Tako bodo vodili pogajanja. Ampak strani ZDA ni povsem jasno, kaj bodo dali Islamski republiki v zameno za odprtje ožine. Predsednik Trump je večkrat rekel, da ne bo denarja. Zelo so odločni, da bo veljalo pravilo brez popuščanja, brez dolarjev. In vemo, da je Izrael zelo in Izrael vztraja, da je treba jedrski material, obogateni uran, uničiti za kakršnokoli nadaljnjo prekinitev ognja ali celo mirovna pogajanja. V redu. Veš, zadnja stvar, ki te želim vprašati, očitno smo videli to blokado interneta, lahko rečeš, da je bila odpravljena ali vsaj delno odpravljena. Predvidevam, da zdaj skoraj vsak dan govoriš z Iranci na terenu, če lahko. Kaj pravijo domačini glede tega, kako vidijo ta potekajoča pogajanja in kaj si želijo, da bi se zgodilo naprej? Bi rekla, da se je javno mnenje do Združenih držav spremenilo zaradi teh nadaljnjih pogajanj?
Kot ste rekli, je delna vzpostavitev zelo natančna. Ni res, da ima zdaj cela država prost dostop do svetovnega interneta. To ne drži. Še vedno gre za isti cenzurirani internet. Ljudje še vedno morajo uporabljati VPN. In še vedno veliko ljudi nima dostopa. Ni tako, da bi zdaj vsi imeli svoboden dostop, kot so ga imeli pred vojno. Toda to, kar slišimo, je zelo turobno razpoloženje. Gre za nekakšno obupanje. In večinoma gre za to, da ne vedo, kaj se bo zgodilo, kaj jim lahko prinese prihodnost. In razpoloženje je večinoma negativno. Seveda, jaz ne govorim z 90 milijoni Irancev v Iranu. Na podlagi tega, kar slišim, in na podlagi informacij, ki jih dobivamo, je to obup. Vprašanje je, kaj se bo zgodilo naslednje. Kaj ima predsednik Trump v mislih? Ali bo res sklenil dogovor s tem režimom? Ali je vse to le prevara? Ali se bo vrnil skupaj z Bibijem Netanjahujem z močnejšim načrtom? To se res dogaja, veste, v družbi. To je tisto, kar slišim. Nekako še vedno ne verjamejo, da je vsega konec. Še vedno mislijo, da se to dogaja in da se bodo stvari spremenile. Ampak obup je zelo, lahko rečem, prevladujoč. Je zelo prevladujoč občutek, ki ga imajo. In prav tako bi res rada omenila porast vsakodnevnih cen, veste, živil in vsak sloj družbe. Srednji razred, višji srednji razred, nižji razred, vsi so pod tolikšnim pritiskom in vse težje si je privoščiti življenje, kakršnokoli že je vaše življenje. Imate težave si privoščiti mleko ali pa imate težave si privoščiti, veste, potovanje v tujino. Res je odvisno, iz katerega družbenega sloja prihajate. Ampak vsi se soočajo z izzivi in postaja vse težje. Iz časopisov vem, da je veliko odpuščanj. Veste, veliko mojih bivših sodelavcev je izgubilo službo. Toliko ljudi, ki so zaposleni v javnem sektorju, izgublja službe v različnih industrijah in vsak dan bo še težje. Prav, rada bi se vam zelo zahvalila, da ste se nam pridružili. Zelo zanimivo je bilo slišati vaše mnenje o vsem tem. Hvala, da ste me povabili.